26. oktobra 2013 v popoldanskih urah se je na Mestnem trgu pričela odvijati slavnostna prireditev ob 140. obletnici delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice. Leta 1873 so se Tržani konjic organizirali in ustanovili požarno brambo, ki je vsa leta delovala neprekinjeno. Osnovni namen ustanovitve je bila pomoč pri gašenju požarov, danes pa je področje pomoči in aktivnosti bistveno bolj razširjeno. Poklicani so ob poplavah in drugih naravnih nesrečah, ob obilnem sneženju odstranjujejo ovire na cestah, pomagajo in rešujejo ob prometnih nesrečah, odstranijo tudi kakšno sršenje gnezdo in prestrašenim živalim poiščejo pot na varno. Za kvalitetno in varno opravljanje vseh aktivnosti je potrebno redno izobraževanje in skrb za primerno in varno opremo, kar je bil glavni razlog za lani nabavljeno novo vozilo TRV 2D. Nadgradnjo vozila z dvigalom za tehnično reševanje so naredili na podvozju Mercedes-Benz Axor 4x4. Vozilo je zmožno dvigovati bremena do 5,5 ton, dvigalo pa ima možnost dviga bremen v razponu 15 metrov. V njem je oprema za posredovanje ob različnih nesrečah. Ravno na dan slavnostne prireditve je bil opravljen blagoslov vozila strani konjiškega arhidiakona Jožeta Vogrina. Z županovo predajo ključev poveljniku Ernestu Hlastecu in naprej šoferju Francu Potočniku je bil avto uradno predan namenu. Prisotni na Mestnem trgu so imeli pred prireditvijo v dvorani na voljo še ogled vseh vozil PGD Slovenske Konjice. Slavnostna prireditev ob praznovanju 140. obletnice Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice se je pričela s pozdravnimi besedami in nagovorom prvega v društvu, predsednika Franca Čanderja. Spoštovane tovarišice in tovariši gasilci, spoštovani gostje, spoštovani vsi zbrani v dvorani. Čast mi je, da vas lahko pozdravim in vam spregovorim nekaj besed. 140-letna tradicija prostovoljnega gasilstva v Konjicah mene in verjamem, da tudi marsikoga med nami navdaja s ponosom. V vseh vojnih vihrah je gasilstvo preživelo, vedno je bilo podporo svojim ljudem in ljudje so od nekdaj podpirali gasilce. Pred to prireditvijo smo prisostvovali krstu in blagoslovu novega vozila za tehnično reševanje. V tem trenutku je prav, da se iskreno zahvalim vsem, ki ste podpirali nabavo tega vozila in nam pomagali tudi finančno. Posebna velika zahvala velja občini Slovenske Konjice, podjetnikom in občanom. Zgodovina se ponavlja, pravimo in tudi danes je to delno res. 50-letnico društva so praznovali skromno, v družbi članstva, prijateljev in podpornikov društva. Tudi današnje praznovanje ni razkošno, je pa srčno. Na projekciji, ki se odvija, lahko spremljate primerjave med nekoč in danes na različnih področjih delovanja. Med drugim je prikazano tudi spreminjanje podobe gasilskega doma. V zadnjih 3 tednih smo obnovili fasado in dom oblekli v sveže barve. Na stolp pa smo dodali še 2 podobi gasilca. Ponosen sem, da imamo v društvu ljudi, ki svoj prosti čas podarjajo tudi v obliki drugega dela in ne le, ko gre za intervencije. Prav tako me navdaja ponos, da sem v družbi ljudi, ki so veliki prijatelji gasilcev in so nam to pokazali s svojim delom pri obnovi fasade. Ob vstopu v dvorano ste prejeli brošuro 140 let Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice. V njej smo prav tako želeli prikazati kratko zgodovino, ki je sicer podrobneje že razdelana, ter nekaj novejših pridobitev in dejavnosti, ki so pomembne za društvo in Konjice. Gasilska društva že dolgo ne hitijo le na požare. Naše društvo je društvo 4. kategorije, torej društvo širšega pomena. Zato je prav, da pokažemo nekaj od tega, kar društvo imamo in s čim se ukvarjamo. Naše delo nima delovnega časa, nima določenega natančnega obsega dela, ima pa timski duh, srčnost in pogum. Vsega tega nam vsem želim še mnogo let na pomoč. Za njim so prisotnim namenili še nekaj besed župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Iskrene čestitke ob 140-letnici vsem gasilkam in gasilcem, predsedniku, poveljniku in pa iskrene čestitke tudi ob zadnji pridobitvi temu vozilu, pri katerem smo pravkar vključili motor, preizkusili sireno za željo, da bi ga čim manjkrat uporabljali. Takrat pa, ko ga boste uporabljali, naj bo ta pomoč uspešna, tako kot si vsi skupaj želimo.
Še enkrat iskrene čestitke in gremo vsi skupaj z roko v roki naprej. Predsednik Gasilske zveze Slovenije Jošt Jakša. Odgovornost nas ne sme prestrašiti. Delajmo to, kar znamo in ostanimo to, kar smo. Jaz vam zaželim še enkrat iskrene čestitke v prehojni poti, v prihodnosti pa želim, da imate čim manj težav na tej poti, tiste, ki pa srečate, pa čim uspešnejše rešite. Torej, z gasilskim pozdravom na pomoč. In namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko Dervodel. Naj se vam iskreno zahvalim v prvi vrsti za 140 let prizadevnega dela, za 140 let pomoči v vašem okolju, tudi seveda v širšem okolju in na državnem nivoju. Rad bi čestital vsem tistim, ki bodo danes prejeli zaslužena priznanja in vam seveda zaželel tudi v bodoče obilo uspeha, obilo uspešnega dela in veliko uspešnih intervencij. Zdaj, da ne bom pozabil, kot se mi je že večkrat zgodilo, danes držim tukaj v roki tudi visoko priznanje, ki vam ga ob 140-letnici in dnevu civilne zaščite 1. marca podeljuje poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Srečko Šestan, in bom pač enkrat tokrat prvi, ki bom podelil priznanje in prosim predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, da plaketo civilne zaščite tudi prevzame. Hvala lepa in na pomoč. Na prireditvi so podelili zahvale za nesebično delo v društvu, zahvali za pomoč društvu ter nekaj plaket za dobro sodelovanje z društvom. Za dolgoletno neprekinjeno delovanje je gasilsko društvo prejelo tudi plaketo civilne zaščite in priznanje Gasilske zveze Slovenije ter čestitke prisotnih gasilskih zvez in društev. Za kulturno pestrost programa so poskrbeli mladi harmonikar Nik Laznik, skupina deklet Metri do polnoči in lokalni moški pevski zbor Ivo Štruc. Dogajanje na odru je ves čas prireditve spremljalo predvajanje fotografij o razvoju društva, njegovem napredku in aktivnem delovanju. Po končanem uradnem delu je sledilo prijateljsko druženje v avli Doma kulture. Obiskovalci slavnostne seje so na vhodu v prireditveno dvorano za spomin prejeli brošuro z naslovom 140 let PGD Slovenske Konjice, ki so jo izdali ravno ob tem prazniku. V njej je na kratko predstavljena zgodovina društva, oprema in pestre aktivnosti. Seveda se znajo iz srca zahvaliti vsem in vsakomur,
ki po svojih močeh pripomore k delovanju društva z zavidljivo obletnico, ki pomaga v nesreči in bogati humano plat življenja.